Danes v novicah med drugim. V novomeški bolnišnici znova več COVID bolnikov. Podjetništvo v Mirni Peči se razvija. Po delni obnovi Dragatuški šoli ostaja prostorska stiska. Dober večer. Včeraj smo pri nas ob več kot 5600 testiranih potrdili več kot 1500 okužb s koronavirusom. Glede na podatke o zasedenosti postelj v bolnišnicah smo še daleč iz nevarnosti epidemije, je danes dejal zdravstveni minister Tomaž Gantar. Ob tem pa skrbi še podatek, da je najslabša epidemiološka slika v državi prav v jugovzhodni in posavski statistični regiji. V novomeški občini je bilo včeraj potrjenih 33 okužb in če so imeli v tamkajšnji bolnišnici pred 10 dnevi 90 covidnih bolnikov, jih imajo danes 109, od tega 16 na intenzivnem oddelku. Ob tem so prejšnji teden s hitrimi testi testirali 482 zaposlenih. To je skoraj polovica vseh zaposlenih in odkrili kar 38 pozitivnih, seveda brez simptomov. Dokler se stanje v bolnišnici ne izboljša, je za ne-covid bolnike možna le nujna oskrba, nadaljuje Kramar Zupanova. Zaradi manj napotitev so se čakalne dobe celo zmanjšale, vendar seveda skrbijo določeni posegi, določeni operativni posegi, še vedno ortopedija, je zelo veliko število čakajočih tudi za razne žilne posege. Skrbi mogoče tudi kardiologija, torej ultrazvok srca. Jugovzhodna statistična regija je izrazito industrijsko usmerjena, zato je veliko ljudi delovno aktivnih, kar je lahko eden od razlogov za povečano pojavnost okužb, ocenjujejo v bolnišnici. Pričakujejo pa, da bodo razmere v bolnišnici v januarju še zahtevnejše. Zaradi povečanih respiratornih obolevnosti, ki so že tako sezonske narave, in torej tudi iz tega razloga moramo res narediti vse, da čim manj, da nekako zaustavimo te naraščajoče številke. Ali bi pomagalo, kot je neuradno slišati v javnosti, tako imenovano zaprtje države v času božično-novoletnih praznikov? Zagotovo bo to nekoliko pripomoglo, mogoče saj k zaustavitvi, ne k naraščanju. Vendar pa se v bolnišnici res zelo bojimo januarja. Zato še enkrat več pozivajo k upoštevanju priporočil glede druženj in higienskih ukrepov. Tudi za brežiško bolnišnico je pester in težek teden, saj so dosegli najvišje število pacientov, ki so potrebovali obravnavo, in sicer 48, kar pomeni 3 več, kot ima bolnišnica na voljo postelj za bolnike s covidom. Poglejmo, kakšno je stanje danes. Včeraj so nekaj bolnikov odpustili, zato se je številka ob našem dopoldanskem snemanju ustavila pri 38, od tega jih je 31 iz posavskega okolja. V zadnjih dneh je precej hospitaliziranih iz Krškega doma starejših. Gre za kar običajno zdravljenje, če pa je potreba, imamo tako kot do sedaj na razpolago 2 ventilatorja, trenutno pa ni noben pacient priključen na ventilator. Posavska statistična regija je sicer glede na 14-dnevno število potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev vodilna v državi z več kot 1550 primeri. Glede na to, da smo imeli precejšno stisko prostorsko čez vikend, smo bili tudi na zvezi z dispečerskim centrom v Mariboru. Se je kazalo, da bomo ta trenutek v naši bolnišnici potrebovali pomoč drugih za premeščanje pacientov. Vendar se k sreči to ni zgodilo. Med zaposlenimi je trenutno 7 pozitivnih, 3 so v izolaciji. Nobenega zdravstvenega programa za zdaj niso ustavili. Seveda pa so na določenih področjih v zmanjšanem obsegu, ker moramo večje število sester in zdravnikov zagotoviti v COVID oddelku. Tudi v brežiški bolnišnici pa se, podobno kot v novomeški, soočajo z bojaznijo, kaj bo januarja.
Projekcije, kolikor smo jih slišali, niso najboljše, tako da se nam obeta že kmalu v januarju še tretji val, ki, kot kaže, bo zahteval še neke dodatne postelje v Sloveniji za nameščanje bolnikov, ki bodo potrebovali bolnišnično obravnavo. Ozrimo se še na druga področja. V občini Mirna Peč so pred 7 leti komunalno uredili dobrih 20 hektarov veliko območje v gospodarsko cono Dolenja vas. Dobrih 60% je danes zasedene, za preostala zemljišča pa se bodo lastniki odločili, ali bodo na njih gradili sami ali jih bodo prodali, pojasnjuje župan te majhne dolenjske občine Andrej Kastelic. Z razvojem podjetništva tako Mirna Peč vse bolj postaja prepoznavna ne le kot kmetijsko, ampak tudi gospodarsko razvita občina. Drži, da je med kriznimi časi zanimanje vlagateljev manjše, pojasnjuje Kastelic, a še vedno so nekateri, ki pridobivajo gradbeno dovoljenje. Kajti tudi občina nekako zagotavlja postopne korake, ne hiter razvoj, kajti z ostalo infrastrukturo moramo tudi v občini slediti temu in če bi zadeva šla prehitro, verjetno bi imeli tudi tukaj težave. Danes v gospodarski coni Dolenja vas posluje 6 podjetij. Kmalu bo svojo dejavnost v novi poslovni stavbi odprlo še 7. Ena podjetja so tudi v zadnjem času širila dejavnost, tako Čekomp je dodatno še večjo halo postavil, isto tudi Zomi je tudi še letos dodatno halo postavil, tako da so se sami razširili, a z Domžalje pa tik pred odprtjem. Naložbenike v Mirno Peč najbolj pritegne bližina avtoceste. Pohvalno je, poudarja Kastelic, da se povečuje število podjetij, ki zaposlujejo tudi med 30 in 40 ljudi. Večji del jih deluje v avtomobilski industriji. Na vstopu v gospodarsko cono tako od sredine letošnjega junija posluje izobraževalni center skupine Renault-Nissan. Namen te stavbe je, da izvajamo vsa šolanja, tako tehnična, komercialna kot produktna, za celo področje, ki ga pokriva Renault-Nissan Adriatic. Tako je v bistvu bivša Jugoslavija plus Albanija. Kot pojasnjuje, so več mesecev iskali lokacijo bodočega centra in našli pravo. Pretehtala je lokacija ob avtocesti, pretehtalo je to, da smo tukaj sposobni postaviti center, kot smo ga hoteli imeti, in pa bližina normalno te glavne vsi, se pravi Sever Jug oziroma avtocesta Beograd-Ljubljana. V naslednji fazi, poudarja župan Andrej Kastelic, naj bi, saj imajo prostorske dokumente že sprejete, uredili še 40 hektarov industrijske cone. Druga faza se opremlja že delno. Nizke gradnje Vidmar tudi že gradi objekt za svoje poslovne prostore, ki jih bo vselej iz Regrških Košenic, ima namen pa še tudi naprej graditi. Industrijska cona, kakor vidimo, se razvija. Se pravi, vedno več nas je, mi smo pač prvi na tem nižjem platoju, ampak kakor vidimo, se stvari razvijajo. Tako da tudi glede na to, koliko tovornjakov narobe zavije, ko hoče industrijsko cono zaviti, veliko jih zaide k nam, tako da vidim, da je vedno več prometa. S tem, ko poslovna cona živi, pa bo v občini tudi več novih delovnih mest. V mestni občini Novo mesto pomagajo krajevnim skupnostim s sofinanciranjem naložb, ki si jih krajani želijo v svoji skupnosti. Tako so objavili poziv za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v letu 2021, predvsem z področja gradnje in obnove komunalne, cestne in ostale infrastrukture in objektov v krajevnih skupnostih. Mestna občina Novo mesto je od leta 2016 krajevnim skupnostim odobrila že več kot 100 projektov. Finančno pa jih izpeljajo skupaj, pojasnjuje župan Gregor Macedoni. Rešujemo različne probleme, ker so seveda tudi krajevne skupnosti različne. Ponekod je to pločnik, ponekod ekološki otok, ponekod manjši park, ponekod otroško igrišče. Na koncu pa seveda so to tiste pomembne prenove, novosti v konkretnih bivalnih okoljih in mislim, da res so aktivne krajevne skupnosti en velik doprinos tudi k kvaliteti delovanja naše občine. Vsako leto je v občinski blagajni na voljo med 300 in 400 tisočakov. V letu 2021 bodo sofinancirali projekte v skupni vrednosti do 360 tisoč evrov. Samih odobrenih projektov je več, mi to letno naredimo tam nekje do 700-800 tisoč evrov, ampak seveda realizacija je potem tista, ki nekoliko tudi zamakne, pogosto zato tukaj ne želimo napihovati preveč proračuna. Pogoj za pridobitev sredstev iz razpisa je
soudeležba krajevnih skupnosti z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi iz državnega ali evropskega proračuna v višini vsaj 30%. Je pa seveda to na nek način neka participatornost naših občanov in ugotavljamo, da s temi številkami, o katerih govorimo, torej nekje dobrih €500 milijonov, da je to praktično največji participatorni proračun v Sloveniji. Rok za prijavo projektov, vezanih na javno razsvetljavo in preplastitve, je 29. januar, rok za prijavo ostalih projektov pa 30. september oziroma do porabe sredstev. In še v deželo Belih brez. Obnova osnovne šole komandanta Staneta iz Dragatuša je v zaključni fazi. Objekt, ki že skoraj 60 let kljubuje času in generacijam učencev, je med drugim dobil novo kuhinjo in jedilnico. Gre za nujno pridobitev, ki pa žal ne rešuje hude prostorske stiske, s katero se že leta soočajo na tej belokranjski šoli. Obnovo so začeli načrtovati že pred 15 leti, a so vedno naleteli na kakšno oviro. Letos so končno izpeljali prvo fazo. Dogradili so jedilnico in kuhinjo z novo opremo, vgradili dvigalo za dostop gibalno oviranim osebam, a s tem, tako ravnatelj, glavne težave niso odpravili, saj se v šoli že desetletja soočajo s hudo prostorsko stisko. Ta prva faza je bila pomembna zaradi tega, ker čisto zaradi zdravstveno-higienskih razmer. To je bilo enostavno nujno potrebno narediti. A za lažje izvajanje pouka je druga faza obnove pomembnejša, pravi Dražumerič. Saj imamo 8 normalnih učilnic in učilnico za tehniko, kjer se res lahko izvaja samo tehnika, in 9 oddelkov, kar nikakor ne gre skupaj. Torej, kar je pa še največji problem, je pa to, da nimamo nobenega prostora, kjer bi lahko izvajali individualno delo z učenci s posebnimi potrebami. Ti učenci so potrebni posebne pozornosti, a jim zaradi prostorske stiske ne moremo nuditi niti običajne pozornosti, tistega torej, kar jim po zakonu pripada, pove. Delo z temi učenci poteka tudi po hodnikih, v predprostoru za knjižnico, skratka v popolnoma neprimernih pogojih. V drugi fazi želijo dograditi prizidek, s čimer bi pridobili 3 učilnice, zbornico, ki je trenutno tako majhna, da učitelji ne morejo sestankovati v njej, igralnico za vrtec in seveda prepotrebne prostore za delo z učenci s posebnimi potrebami. Ali z drugimi besedami, dobili naj bi normalne pogoje za delo. Vendar župan svari, da bo proračun za prihodnji leti močno obremenjen za voljo naložb v izgradnjo osnovne šole in vrtca Loka. Tako da vsem obljubljam samo to, da projekti v proračunu so zajeti, vendar če ne bo velikega sofinanciranja strani države oziroma razpisov strani Evropske unije, bodo ti projekti pač nekoliko počakali oziroma se zamikali za leto, 2 naprej. Vse je torej odvisno od razpisov, pravi župan. Če bodo pridobili denar iz državnega proračuna, bodo šli v izvedbo druge faze obnove in bodo dragatuški učenci le dočakali boljše pogoje za nabiranje znanja. Naj ima zgodba srečen konec, vam pa hvala za pozornost in nasvidenje.